Ob koncu oddaje pa vnovič v Ljubljano, kjer turistični delavci ugotavljajo, da obstoječa ponudba nastanitvenih možnosti ne zadošča več za vse turiste, ki obiščejo mesto. Del težav naj bi rešil skupni projekt mestnih oblasti in podjetja Tur-As, gostoljubnost ljubljanskih hiš. Z njim želijo spodbuditi prebivalce ožjega mestnega središča, da bi prostore, ki jih sami ne uporabljajo, začeli oddajati turistom. Da Ljubljana zares potrebuje več ležišč srednjega in nižjega cenovnega razreda, pravi tudi dolgoletna lastnica apartmajev v Trnovem. Povpraševanje je zelo veliko, sploh v poletnih mesecih. Imamo praktično zasedene vse noči v obeh apartmajih. Tudi turisti veliko raje kot po hotelih posegajo po zasebnih sobah ali apartmajih. It's cheapest, but not so cheapest. For us it's maybe between 20 and 30% less. I prefer when we go into holiday with families like that. It's easier and we are near the people, near the way of life. It's different. Projektu so povabili prebivalce ožjega mestnega središča. Že zdaj je vprašanj in zanimanja veliko. In kakšno pomoč lahko pričakujejo? Pomoč pri opremljanju, pomoč pri vzdrževanju v vseh fazah dela, od priprave nastanitve za goste do samega trženja. Za zdaj še ni znano, ali in koliko denarja bodo dobili za preurejanje domov, saj je neznank še veliko. Kdo se bo prijavil, v kakšnem stanju so njihove kapacitete, bomo se pa maksimalno potrudili, da bomo olajšali financiranje obnov, vkolikor bodo potrebne. Kot sta nam zagotovila sogovornika, se za zaslužek vseh novih lastnikov turističnih zmogljivosti ni bati, saj je povpraševanje po sobah srednjega kakovostnega razreda, torej od 10 do 15 tisoč tolarjev za dvoposteljno sobo na dan, veliko. V prihodnjih 2 do 4 letih želijo tako pridobiti dodatnih 200 ležišč.